V zadnjem izzivu se boste učili o spodbojevanem učenju, veji strojnega učenja, ki deluje tako, da je računalnik nagrajen za dobre odločitve in kaznovan za slabe. O tem se boste učili kar brez računalnika, z igranjem igre 6 kmetov. Pred ogledom tega videoposnetka vas vabim, da si preberete navodila za zadnji, 4. izziv na spletni strani. Za uro boste potrebovali večje figure križcev in krožcev ter manjše figure. V škatli boste našli tudi set pol s pozicijami. V enem setu so 3 kompleti, ki jih ločite po barvi napisov. Prvi komplet ima napise v črni barvi, drugi v rdeči in tretji v modri barvi. Potrebovali boste še plastične lončke, barvne kamenčke, pleskarski lepilni trak ter drevo s pozicijami na A3 listu in drevo s pozicijami na A4 listu. Vsa gradiva, razen teh 2 dreves, so primerna za večkratno uporabo. Pravila igre si lahko v miru preberete na spletni strani. V tem videu vam želimo pokazati, kako naj bi izgledala igra v prvem delu ure, kjer so učenci razdeljeni v večje skupine po približno 10 učencev. Vsaki skupini dodelimo mizo, na kateri bodo igrali. Vsaka skupina dobi komplet pol z vsemi možnimi pozicijami, v katerih je lahko na potezi računalnik. Pole pregledno razporedijo na mizo. Poleg vsake postavimo plastičen lonček. Na polah so s puščicami različnih barv narisane poteze. V vsak lonček morajo dati kamenčke tistih barv, kot so puščice na posamezni poli. S pleskarskim lepilnim trakom pripravimo še igralno ploščo in postavimo začetne figure. Eden izmed učencev bo med igro prevzel vlogo računalnika. To bom jaz. Jaz pa bom računalnikov človeški nasprotnik. Dogovorimo se, da igro vedno začne človek. Igral boš s krožci. Da zmanjšamo število možnih pozicij, človek nikoli ne bo premaknil tega krožca, ampak bo namesto tega premaknil tega. Igra bo potekala enako, le prezrcaljeno. Igro začnem tako, da premaknem tega, no, lahko pa tudi ta krožec. Računalnik pogleda to pozicijo in poišče polo, na kjer imamo točno enako pozicijo krožcev in križcev. To je tale. Tu so 3 možne poteze, katero od njih bo potegnil, enostavno izžreba. Vzame izžreba en kamenček. Izžrebal sem kot računalnik vijoličen kamenček, torej bom premaknil, naredil bom tole potezo, torej takole. Človek na to odgovori s takšno potezo. Lahko. In zdaj računalnik bi zdaj lahko zmagal. Lahko naredi tole, ampak žal ne. Računalnik ne zna ničesar, neumen je in žreba poteze. Spet poišče tisto polo, ki ustreza točno tej poziciji. To bo tale. In zdaj spet izžrebam potezo. Če bom izžrebal plavo, sem zmagal. Če bom... Žal sem izžrebal rumeno. Kaj se zgodi zdaj? Človek v naslednji potezi zmaga. Da bi se računalnik naučil iz te napake, kar naredimo, vidite, ta kamenček sem pustil zraven lončka in tudi tega prvega, kar naredimo, takrat, ko računalnik izgubi, vzamemo ta kamenček, ga odstranimo. Tega kamenčka ne bo nikoli več izžrebal, te napake ne bo naredil nikoli več. Kamenčke za ostale poteze, ki so se zgodile med igro, pospravimo nazaj v lončke. Si upaš še eno igro? Dajva. Ker sem prejšnjo igro zmagala, bom naredila kar enako potezo. Žrebamo. Mogoče bom imel zdaj kaj več sreče. Spet vijoličen kamenček, naredim isto potezo kot prej.
Izgleda, bom spet zmagala. Ne boš, ne boš. Zato, ker jaz ne bom še enkrat izžrebil rumenega, ker sem ga odstranil. In zdaj sem izžrebil modrega, da vidimo. Zmagal, zato Drži. ker ti ne moreš narediti nobene poteze več. 1-1. 1-1. Učenci naj odigrajo kar nekaj iger in ob tem spremljajo rezultate. Kmalu se bo pokazalo, da je računalnik postal nepremagljiv. Po koncu iger se z učenci lahko pogovorite o računalnikovem načinu igranja. Za vas smo na spletni strani pripravili nekaj iztočnic in predlog, kako ta pogovor lahko izvedete. Prilagodite ga vašemu razredu. Ko ljudje igramo igre, kot so šah ter križci in krožci, se trudimo razmišljati nekaj potez vnaprej. Kar v resnici delamo, je sestava in analiza drevesa možnih potez. Da boste preverili, kako spretni so s tem učenci, smo zanje pripravili 3 sklope vprašanj, na katera bodo odgovarjali na način analize in sestave dreves. V nadaljevanju vam bom izdala odgovore in razložila, kako do njih pridemo. V prvem sklopu učencem razdelite te A3 liste, na katerih je narisano drevo možnih potez, ki sledijo po tem, ko človek najprej premakne krogec na desni. Da bo lažje spremljati, kdo je na potezi, so figure tistega, ki se mora premakniti, temnejše. Tukaj so na primer temnejši križci, ker je na potezi računalnik. V tej vrstici so temnejši krožci, ker je na potezi človek. Učencem postavite naslednja vprašanja. Prvo se glasi: če je računalnik neumen in za povrh še brez sreče, človek pa pameten, koliko potez bo trajala igra? Če je računalnik neumen, to pomeni, da ne razmišlja o nadaljnjih potezah. Ko se odloča, katero potezo bo naredil, pač naredi kar eno naključno. In, ker nima sreče, izbere prav tisto potezo, ki je dobra za človeka. V tem primeru je to ena izmed teh 2 potez. Za človeka sta dobri, ker v naslednji potezi lahko zmaga. In ker je človek pameten, to tudi naredi. Človek je zmagal in igra je končana. To je dosegel v 2 potezah. Drugo vprašanje se glasi: če se računalnik in človek ob igranju zelo zabavata in si zato želita, da bi igra trajala čim dlje, koliko potez bo trajala igra? Da bo igra trajala čim dlje, oba, človek in računalnik, enostavno pogledata, kako je videti najdaljša možna igra. Da odgovorimo na vprašanje, zato samo preštejemo zaporedje potez od začetka do ene izmed teh 3 pozicijah. Igra bo v vsakem primeru trajala 6 potez, zmagal pa bo človek. Tretje vprašanje se glasi: če oba, računalnik in človek, igrata kar se da pametno, kdo bo zmagal? Ker sta tokrat pametna oba, računalnik in človek, oba razmišljata o vseh možnih potezah in igrata tiste, ki bi jo lahko privedle do zmage. Ko računalnik razmišlja o naslednjih potezah, vidi, da ga bo človek lahko premagal, če izvede drugo ali tretjo potezo. Zato izvede levo. Na vrsti je človek. Tako kot računalnik, tudi on razmišlja o naslednjih potezah. Ugotovi, da je njegov poraz neizbežen. Katerokoli izmed teh potez naredi, ga računalnik premaga. Če preštejemo, se to zgodi v 3 potezah, kar je pa tudi odgovor na zadnje vprašanje. Vprašanja drugega sklopa so nekoliko težja in zato niso obvezna. Presodite, če so primerna za vaše učence. Raziskali boste vprašanje, ali računalnik res postane nepremagljiv, če ima dovolj časa za učenje, kot se bo to zdelo po prvem delu ure, ali ima mogoče res samo veliko sreče. Skupine boste razbili v pare in vsakemu dodelili en A4 list z drevesom možnih potez, ki sledijo, če človek najprej premakne krogec na sredini. Prva naloga parov je, da narišejo vse povezave in dorišejo manjkajoče pozicije.
Vse zmagovalne pozicije pobarvajo z zeleno barvo, če je zmagal računalnik, oziroma z rdečo, če je zmagal človek. Na to bodo zopet odgovorili na nekaj vprašanj. Pogledamo si prve dve poziciji, ki ju lahko naredi računalnik. Če je ta zelo pameten, katere poteze ne bo naredil? Ponovimo. Če je računalnik zelo pameten, razmišlja o vseh možnih potezah in predpostavlja, da bo tudi človek igral kar se da dobro. Računalnik ve, da bo človek v naslednji potezi zmagal, če naredi to potezo. Zato naredi to. To povezavo odebelimo, drugo pa prečrtamo. V drugem vprašanju nas zanima, kako na to računalnikovo potezo odgovori človek, če noče takoj zatem izgubiti. Tudi človek razmisli o naslednjih potezah in vidi, da računalnik lahko zmaga v naslednji potezi, če naredi to ali to potezo. Te povezave zato prečrtamo in odebelimo to, ki jo človek naredi. Nadaljujemo s tako analizo igre in si pogledamo naslednjo računalnikovo potezo. Na voljo ima te dve. Da se lahko pametno odloči, mora razmisliti o naslednjih potezah. Skicirajmo jih. Spet pobarvamo zmagovalne pozicije. Z rdečo, če zmaga človek, in zeleno, če zmaga računalnik. Torej, če se računalnik z desnim križcem premakne gor, ima človek zatem samo še eno možno potezo. Z levim krogcem gre lahko eno potezo naprej. Na to lahko računalnik odgovori s tem, da desni križec premakne gor in zmaga. Ker je to zmagovalna pozicija, nam niti ni treba gledati drugih možnih potez. Vrnemo se na točko, kjer se trenutno nahaja računalnik. Razmislimo še, kaj se zgodi, če z desnim križcem poje sredinski krožec. Potem ima človek možnost, da svojo zadnjo figuro poje sredinski križec, kar je zmagovalna pozicija za človeka. Ker računalnik človeku noče dati nobene možnosti za zmago, to povezavo prečrtamo. Računalnik naredi to potezo, kar pa že vemo, da vodi v njegovo zmago. S tem odgovorimo na zadnje vprašanje. Tudi iz te prve poteze človek ne more premagati računalnika. Če bodo učenci reševali ta sklop vprašanj, vas prosimo, da po koncu ure fotografirate te izpolnjene liste in fotografije naložite na spletno stran z navodili. Tretji sklop vprašanj je najtežji. Kot je veljalo za prejšnjega, tudi tega izvajate po želji. Za učence smo pripravili 3 zmagovalne pozicije, kjer je zmagal računalnik. Njihova naloga je, da ugotovijo, katera izmed njih je nemogoča, ker ne obstaja nobeno zaporedje potez, ki bi privedle do nje. S tem izzivom boste lahko preizkusili, kako spretni so sedaj učenci v sestavljanju in analizi drevesa, ter kako dobro razumejo pravila igre. Učenci bodo na vprašanje, katera pozicija je nemogoča, najlažje odgovorili tako, da skicirajo drevo pozicij za vse 3 podane pozicije. Vsak par naj vzame 3 A4 liste. Na dno vsakega lista narišejo eno izmed pozicij in se nato lotijo sestavljanja drevesa. Poglejmo si prvo pozicijo. Če vemo, da je zmagal računalnik, je očitno to križec, ki ga je premaknil v zadnji potezi. S tem premikom je namreč zablokiral človeka, da ta ne more narediti nobene poteze več.
S tem si je zagotovil zmago. Križec je na to mesto lahko prestavil bodisi iz te pozicije. Narišimo obe. Če je bil križec prej na tem mestu in se je pomaknil naravnost, to pomeni, da je moralo biti to mesto prej prazno. Če bi na njem bil krogec, se križec namreč ne sme pomakniti naprej. Pozicija je zato bila takšna. Poglejmo si še drugo možno pozicijo. Če je bil križec prej na tem mestu in se je premaknil diagonalno, to pomeni, da je moral biti prej tukaj krožec. Pozicija izgleda tako. Nadaljujemo z risanjem pozicij na naslednjem nivoju. Če se je ravno premikal računalnik, bo zdaj na vrsti človek, torej krogci. Najprej si poglejmo levo pozicijo. Očitno se je premaknil desni krožec, ker je tale še vedno na svojem začetnem mestu. Desni krožec pa je na to pozicijo lahko prišel zgolj iz te. Narišimo položaj figur. Očitno je ta položaj nemogoč, saj so vse 4 figure na svojih začetnih mestih, manjkata nam pa 2 figuri. Očitno torej ni pot, ki nas je privedla do te zmagovalne pozicije. Prekrižamo to povezavo in odebelimo pravo. Nadaljujemo s pozicijo na drugi strani. Tukaj imamo 2 možnosti. Lahko se je premikal tale krožec ali pa tale. Narišimo obe poziciji. Tale krožec je na sredinsko mesto lahko prišel samo z diagonalnim premikom iz te pozicije. To pomeni, da je prej na tem mestu mogla biti nasprotnikova figura. Narišimo to pozicijo. Ta krožec pa je na to mesto lahko prišel samo s premikom naprej, kar pomeni, da je bilo to mesto prej prazno. Narišemo pozicijo. Poglejmo si naslednji nivo. Na vrsti je računalnik, torej spet gledamo križce. Analizirajmo najprej levo pozicijo. Premaknil se je lahko samo sredinski križec, ker sta ostala 2 že na svojih začetnih mestih. Premaknil se je lahko samo za eno polje naprej, kar pomeni, da je bilo tole mesto prej prazno. Narišimo pozicijo. Poglejmo si še to pozicijo. Vidimo, da ni križca, ki bi se lahko premaknil, saj sta oba na svojem začetnem položaju. Očitno je to nemogoča pozicija. Prekrižamo povezave do nje in odebelimo pravo pot. Vrnemo se na to pozicijo. Na vrsti je človek, ki je lahko premaknil samo ta krožec in to za eno polje naprej. Skiciramo pozicijo. Vidimo, da smo uspešno prišli do začetne pozicije. Očitno je torej ta pozicija možna. Odebelimo še preostanek poti. Enak razmislek naj otroci na drugih 2 listih naredijo še za preostali 2 poziciji. Takole bo izgledala rešitev za drugo pozicijo. To je tudi pozicija, ki je nemogoča. Takole pa izgleda rešitev za tretjo pozicijo. Razmislek je popolnoma enak kot pri prvi poziciji. Začnemo s premikom tega križca, ki je računalniku zagotovil zmago, in nadaljujemo z risanjem prejšnjih nivojev ter križamo povezave do nemogočih pozicij. Odebelimo prave. V tem primeru lahko celo vidimo, da lahko do začetne pozicije vodita 2 različni poti. Če bodo učenci reševali ta sklop vprašanj, vas prosimo, da po koncu ure fotografirate njihove skice in jih naložite na spletno stran z navodili. Prvi sklop vprašanj s tem drevesom naj skušajo rešiti kar vsi učenci. Za ostala 2 sklopa pa sami presodite, če so morda pretežka za mlajše učence. Prav tako bodo vzela nekaj več časa, tako da jih boste najbrž izvajali tisti, ki si boste lahko za to aktivnost vzeli še kakšno šolsko uro več. V preteklosti se je ta aktivnost izkazala za zelo zabavno. Učenci so uživali v igranju iger, z zanimanjem spremljali rezultate
in raziskovali, ali lahko premagajo računalnik. Želim vam, da se enako zgodi v vaših razredih.